nisem jaz noben junak, nisem jaz nobena protestiška prostitutka ali kakorkoli, junak je Maribor. In kot sem že napisal v hitrem mailu, ko sem se vozil na urgenco medijem, Janša, ubi me, če me hočeš, če ti bo laže, Maribora ne boš ubil. Jaz sem nekako izpadel, glavni igralec v tem režiranem dogodku, o tem me režiser ni obvestil. Lejte, vse ste videli, posneli so, potegnili so me iz množice ven, ko smo se umikali, Robocapi, posebna enota policije, potem, ko sem čakal 3/4 ure za prevoz z Marico in poslušal njihove pogovore, tipa pa čuj, ti stari za enega ne bo Marico poslal, so mi jasno povedali, da je bila direktiva, kot se temu reče, običajno od zgoraj, da se me potegne ven iz množice. Danes mene, jutr drugega, pojutrišnjem mogoče vas. Na protestih, ki so se odvijali danes pred mestno občino Maribor, je bila pridržana ena oseba in sicer je 44-letni moški kršil javni red in mir. Kljub temu, da so bili protestniki pozvani naj zapustijo stavbo, je moški vztrajal in skušal predreti kordon policije in pozival tudi ostale udeležence, naj se mu pridružijo. Ker drugače javnega reda ni bilo moč vzpostaviti, so policisti uporabili prisilna sredstva, v tem primeru fizično silo, moškega so podrli na tla in ga uklenili. In ga seveda pridržali za najkrajši možen čas, kar pa je bilo, mislim, da slabi 2 uri oziroma tu nekaj približno. Moram povedati, da so me potem v policijski postaji čisto korektno obdelali, kot se temu reče. Pogovarjal sem se tudi seveda s kar nekaj ljudi tam, veste, jaz sem sociolog, jaz sem na terenu. In nekako in jaz in oni delimo medije, da si nekdo, vemo, kdo je ta nekdo, umirjeni gospod Janez Drnovšek, ki je vklical princ teme, želi krvi. Očitno si želi krvi nas protestnikov, očitno si želi krvi tudi policije. En od novinarjev mi je rekel, tipa, ja, vi ste se pa najbolj drli. Veste kaj, ko se gre v to vrstni protest, en bobna, en zvoni, en sedere, en vodi zadevo. Zadeva se je snemala, vmes sem tudi rekel, smo vsi utihnili, povejte, kaj imate, ko je en od koordinatorjev skupine ekipe za posebne enote v letu, pa je bila tišina, umikali smo se, kar je bilo tudi jasno videno, zakaj je zadeva režirana, spustili so nas seveda not, sfingirano z varnostniki, ki nas ne bojo obvladali, v ozadju je pa čakali od vsakega 2 nas, en Robocap.